Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Bojan Požar in dr. Matej Lahovnik. Bojan, ti si hotel nekaj dodati k temu, kar je Matej prej govoril. Ja, želel sem samo to še podati, mogoče, ker to se mi zdi pomembno, da sem jaz ta hip edini predsednik izven parlamentarne stranke, ki nisem plačan iz proračuna. Vsi ostali, recimo Andrej Čuš, Bojan Dobovšek, Pajan Šarec, tudi na nek način Aleš Primc, ki je zaposlen v javni upravi, vsi ti so plačani iz proračuna. Jaz pa sem plačan tako, kot sem bil prej, se pravi, za svojim delom, za svojimi članki, za vodenjem televizijskih oddaj, s tem zaslužim in si dajem plačo. To je dobro, no se tudi to, kar je omenil pač Matej, zmanjševanje. Zato sem tudi se jaz tega, bom rekel, programa oziroma dela te liste lotil na zelo praktičen način. Jaz sem včeraj predstavil tam 33 programskih točk, ko tukaj je ena takšna brošura, in ki so stvari zelo konkretne, od gospodarstva do drugih družbenih področij. In vse te točke, razen dveh, so rešljive v 3 do 6 mesecih. Eno točko zmanjšanje števila zaposlenih v javni upravi, za 30% to bi lahko izvedli v 2 letih. Sicer jaz sem zdaj, če še malo pošalim, začel že sam, že pred sem stopil v politiko zmanjševati javno upravo, ker sem Aljuša Patinača pripričal, da pusti službo na ministrstvu za šolstvo in izobraževanje in gre delati sem v medije. Eden je že manj. Ja, je tukaj uspešen, skratka, eden je že manj. In zdaj zaradi tega, ker sem recimo jaz pripravil konkretno teh 33 programskih točk, za katere vidim, da imajo dan že veliko odmev po družbenih omrežjih, se mi zdi smešno, kako so nekateri novinarji mainstream medijev dočakali recimo te točke oziroma ta kongres. Če pogledamo recimo Dnevnik, oni so objavili članek Tomaža Klipštetarja, kjer niso niti z eno samo besedico omenili nobene od teh točk. Nobene od teh točk, čeprav sami, ravno Dnevnik, večkrat očita politikom in tako dalje, da jih je sama forma, da nimajo nobene vsebine in tako dalje. In ko pa jaz praktično naredim 33 točk, ne objavijo niti ene. Najbolj bizarno vsega skupaj okoli tega pa je bilo, da se v istem časopisu na isti dan se je pojavil še en članek tega novinarja Tomaža Klipštetarja o Magni, in to zelo pozitivno, bistveno bolj pozitivno recimo kot do tega kongresa. In to je verjetno tudi posledica tega, da je bil ta isti novinar, preden je prišel na kongres na kosilu, ki ga je plačala Magna, kamor je vabila, tudi v Mariboru, kamor je povabila vse tiste novinarje, ki pozitivno pišejo o Magni. Zato se je danes, če so mogoče gledalci prebrali v medijih, pojavilo tako veliko število člankov pozitivnih o Magni. To je posledica tistega včerajšnjega kosila multinacionalke z slovenskimi novinarji. Jaz pa nisem bil vabljen. Ja, očitno. Matej, zdaj tole so stvari, ki recimo so dobrodošle verjetno za našo publiko, pa tudi za najdva v končni fazi, da zvemo take stvari. Čemu ti pripisuješ ta odziv negativen v delu medijev? Predvsem v tistih dnevnih časopisih, moramo povedati, ki jih pač vodijo oziroma so v lastništvu tajkunov, ki so vsi po vrsti tudi v nekih kazenskih postopkih. Predvsem mislim, da je to reakcija na to, ker enostavno vedo, da recimo te liste nihče ne obvladuje, niti oni z leve, niti z desne. Tudi če pogledamo politično, vidimo, da so tako odzivi na levici in desnici precej zadržani, kar je pravzaprav za listo novinarja Bojana Požarja odlično, zato ker težko mu bo kdo očital, da je bodisi satelit levice ali satelit desnice, kar so nekaj časa poskušali, potem so pa videli, da pravzaprav tudi skozi način njegovega dela je to mu težko očitati. Vse na vse zadnje je ravno Bojan Požar tisti, ki je iz parlamenta pravzaprav spravil z razkritjem afer, tako ikono levice Aurelija Jurija kot Pavleta Ruparja, ki je bil v tistem obdobju najbolj prepoznaven poslanec SDS-a. V tem smislu je res pošten, do vseh je enako, bi rekel, neizprosten. Ja, jaz mislim, da so enostavno tudi, se mi zdi bizarno, seveda to, ko novinarji zdaj problematizirajo, zdaj pa novinar stopa v politiko. Prvič, najprej treba reči, da to ni prvič. Vse smo že rekli, imeli smo primere Ljerke Bizilj, imeli smo primere Majde Širca in obe sta se vrnili tudi kot javne uslužbenke nazaj na javno RTV. Bojan Požar se ne bo vrnil v javni sektor, ker tudi prišel ni iz javnega sektorja. Druga stvar pa je seveda ta očitek, zdaj pa vstopa v politiko, kako bo to vplivalo na njegovo delo. Zdaj, če poznamo delo nekaterih slovenskih novinarjev, potem vemo, da je vse prej kot nepristransko. Ne rabijo vstopiti v politiko, da bi to vplivalo na njihovo delo. Natanko tako. To drži, ja. Bojan, ko si že omenil svoj program, 7. točka tvojega volilnega programa je denimo ukinitev čakalnih
čakalnih vrst v zdravstvu. Zdaj, kot je včeraj tvitila naša komentatorica in odlična poznavalka zdravstva, magister Marjeta Kuhar, to zdaj vidimo na fotografiji, ne, je aktualni ministrici Milojki Kolar Celarc uspelo nekaj neverjetnega. Ne. Pri njej zdaj več ljudi čaka v 61 zdravstvenih storitvah, za kar imamo zdaj še dostopne podatke, kot jih je leta 2015 čakalo v vseh 470 zdravstvenih storitvah. Kako si to razlagaš? Ja, to je pa samo eden od učinkov te vlade, ne, da ne grem podrobnosti, ampak ta naša točka, številka 7, ne, ukinitev čakalnih, začetek ukinjanja čakalnih vrst je v bistvu zelo preprosta in po svoje naravnost genialna. Ne. Skratka, mi pač pravimo takole, ne, uredili bomo takole, ne. Vsak, ki redno plačuje zdravstveno zavarovanje in je potem predolgo v čakalni vrsti, ko želi uporabiti eno od dobrin javnega zdravstva, ne, ima pravico avtomatično, da gre k zasebnemu zdravniku ali v tujino ali pa nekomu v Sloveniji in se ta storitev plača iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Ne. To je stvar, se mi zdi zelo genialna, zelo hitro je moč napraviti in mi bomo to naredili. Takšna rešitev je tudi skladna z evropskimi direktivami. Direktiva o storitvah pravzaprav to že sedaj zapoveduje, ampak jaz ne vem, zakaj se to blokira. Očitno poskušajo umetno zniževati izdatke za zdravstvo, ker nelogično je, da ljudje, ki predolgo čakajo v čakalnih vrstah, ne morejo recimo izstopiti iz sistema vrste v javnem sistemu in iti zasebniku na stroške zdravstvenega zavarovanja, čeprav mesečno plačujejo 300-400 evrov Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Ampak zanimive so bile danes tudi nekatere reakcije na to točko. Ne. Ljudje so me spraševali, ali ne bomo s tem delali bogataše med zdravniki. Ne. In ko potem pač nekomu poveš, jaz pa imam raje mogoče nekoga, ki malo več zasluži v zdravstvu, pa zaradi tega kakšne mamice z otroci ležijo po bolnišnicah, pa čakajo na to, da pridejo k zdravniku, pa mi da vsak prav. Ne. Ampak se pravim, te čakalne vrste so po moje bolj stvar, kako bi rekel, subjektivne odločitve, ne, da se začnejo resno reševati. Če gremo mogoče še na eno temo, ki je včeraj nekako tudi udarila. No, sam to bi še rekel, ti si bil na kongresu, Aljuš se bo spomnil, ko sem jaz posamezne točke prebiral, pa jih nekatere tudi malo še dodatno pojasnjeval, so nekatere imele tudi aplavz. In ravno ta točka številka 7 je imela enega izmed največjih aplavzov včeraj na kongresu. Ja, saj vidimo tudi po številkah. To je res stvar, ki prizadene tudi v bistvu največje število ljudi oziroma vse nas. Ne to, pa potencialno, veš, Aljuš, vsakega. Ne? Ja, se pravi, vsak izmed nas je na neki točki sigurno v življenju enkrat rab pač pomoč našega zdravstva. Dovolj je, da te zaboli zob in ko zveš, da boš čakal pol leta za to, da boš prišel na vrsto pri zobu zdravniku, ugotoviš, da v tej državi moraš biti vizionar in pol leta predvideti preden te zaboli zob. Pa še upati, da se zdravnik ne bo zmotil, prosti Matej, ko ti piše zdaj te nove vrste napotnic, ker je ministrica zdaj ugotovila, da zdravniki pišejo napačne napotnice, napačno hitrost uporabijo in jih bo zdaj kaznovala za to. To je pa zrelo za kazensko ovadbo, ker je nedopusten pritisk tudi na družinske zdravnike. Predvsem zato, to je najhuje za starejše, ker družinski zdravnik je zaskrbljen, ki ima na voljo 4-5 minut časa za obravnavo, bo sedaj kaznovan, zato ker pošlje recimo nekoga zelo hitro na mesto hitro in seveda, kaj se lahko zgodi? To je najbolj grozno, da bodo seveda družinski zdravniki v strahu marsikdo, da ne bo kaznovan, mogoče v stiski odločil drugače. In jaz sem res zgrožen, da Desus to dopušča, ki trdi, da zastopa interese starejših in predvsem tudi Tomaž Gantar, ki je zdravnik in šef odbora za zdravstvo, da dopušča to. Ja, to je vse v imenu tako imenovanih večjih interesov, oziroma širših, ampak ne vemo, kjer to točno so. Širši interesi so ta zlagana politična stabilnost. No, saj to ravno, kar ti tudi, Bojan, si že pri svojem delu doskrat, bi rekel, upravičeno kritiziral, pa tudi zdaj izpostavljaš ta politična elita, ta sprega politične elite. Včeraj recimo smo zvedeli tudi, da pri udeležbi Madžarov pri drugem tiru so nas Miro Cerar in kompanija ves čas zavajali. Z včerajšnjim glasovanjem v državnem zboru pa so maske očitno dokončno padle. Tukaj imamo zdaj tudi na grafiki. Proti pogajanjem z Madžarsko pri drugem tiru so glasovali poslanci Levice, SD, en član SMC, 2 poslanki Desusa sta bili vzdržani, 4 člani SDS z Janezom Janšo na čelu, NSI in Alenka Bratušek, pozor, pa so z umikom seje omogočili 6 članom SMC, da Madžarom dajo soglasje za pogajanja pri gradnji drugega tira. Se pravi, očitno ta globoka država ni rezervirana samo za en pol,
bolj, bi rekel, političen pri nas, ampak tudi na drugem polu so v zadnji neki interesi, tudi iz tujine, kot tu vidimo. In a se ti, Bojan, kaj bojiš tega pritiska v smislu, da boš lahko ti premagal vse to ali ne boš? Mislim, zdaj to, če gre človek v kakršenkoli projekt, ne, tudi v novinarstvo, če gre človek tudi v novinarstvo, ne samo v politiko, z nekim strahom, da boš lahko podlegel nekim vplivom, pa kakorkoli potem se pač teh poklicov ne moreš iti, no, in moraš iti nek drug poklic. Ne. Jaz sem recimo edini od novinarjev v Sloveniji pred leti razkril stavniško mafijo. Ne. Se v Mariboru je potem po tistih mojih člankih policija nekaj ljudi zaprla in so potem tudi bili večletne zaporne kazni. Ne. Ampak kaj se spomnim, ta tema, viri, nisem bil jaz prvi medij, ki sem v viri, ker tukaj sem imel notranje vire, povedali to temo. Oni so šli recimo najprej na žurnal in tam so rekli, da tega preprosto ne bodo pisali, zato ker je to mafija. Ne. In potem so ti viri prišli k meni, sem jaz to objavil. Najprej, ne vem, če se boste še spomnili, so recimo športni novinarji začeli to zanikati, ker so pač na nek način povezani s temi nogometaši, menedžerji in tako dalje. In potem je šlo celo tako daleč, da je mene nekaj dni čuvala policija. Ampak se pravi, če bi se naprej teh stvari potem praktično dobenega članka ne bi mogel napisati, razen to, da je pač kakšna naša stranica lepa. Ker če bi že napisal, da ni več lepa, bi bilo to je že problematično. Ampak tukaj pri Madžarih bi rekel sam še to. No, če boste 15. aprila izdali knjigo o Miru Cerarju, o tej njegovi vladni koaliciji in o njegovem prehodu v politiko in na oblast. In v tej knjigi se bo recimo zelo točno videli, kdaj sem bil jaz tisti prvi novinar, ki smo pozorili na to, da Madžari prodirajo v Luko Koper. Pa so se mi takrat vsi smejali, novinarji so se mi smejali, da pišem nepreverjene take stvari in tako dalje in dejansko zdaj vidimo, da je temu res tako. Ampak kaj bi še nekaj rekel okoli Alenke Bratušek? Ne vem, mislim, da se ne motim, ne morem zdaj 1000% trditi, ampak mislim, da se ne motim, mogoče lahko to zelo Matej potrdi, njen podpredsednik Marko Bandelli, župan Komna, mislim, da je celo enkrat meni tweetal nazaj, kaj za jaz pišem o tem, da bodo tukaj Madžari prišli in tako dalje, saj Madžari nimajo tukaj kaj iskati in podobno. No, zdaj pa vidim, da Alenka Bratušek, predsednica te stranke, v principu omogoča, da se začnejo naši pogajati za Madžari. Mislim, tako se stvari obračajo pri nas. Najbolj bizarno pri tej zadevi je, da je zadeva še vedno tajna in zaupna in da ljudje pravzaprav v tako pomembni zadevi ne morejo ničesar izvedeti. Je pa nekaj, Matej, in Aljuš, verjetno vsem popolnoma jasno, nihče ne bo vlagal, ne vem, mislim, da Madžari vlagajo 200 milijonov evrov v projekt, nihče tega denarja ne bo dal zastonj. To pa logično. In to, da je to nekdo govoril, da pač Madžari nam, ne vem, karkoli, neki bodo že dobili, karkoli bodo dobili. Mislim, spomnimo se, kako so ti ljudje, ki so odločali o drugem tiru, odgovarjali, Dragonja in podobni, to je bilo nemogoče za pričakovati. Jaz mislim, da gre tukaj za neke, da bo šlo tukaj kasneje za neke velike kapitalske povezave. Če gremo zdaj, ko gremo počasi proti koncu oddaje, recimo na to splošno stanje, to, kar si ti zdaj omenil, Bojan, zdaj v politiki, ta somrak etike, ki ga predstavlja Miro Cerar, tak je tudi naslov tvoje knjige. Matej, ti si danes pronicljivo tweetnil, da v času splošne... To je, mislim, smisel, razkrit to vladavino skozi Mira Cerarja z naslovom, z knjižnim naslovom Somrak etike, ima smisel zato, ker je Cerar prišel na oblast ravno s temi besedami. On je bil tisti, ki je rekel, da bo uvedel etiko, ukinil korupcijo in tako dalje. Knjiga, ne vem, o Zoranu Jankoviću z naslovom Somrak etike verjetno ne bi bila kaj posebnega. Tam bi bilo pač potrebno dati nekaj drugega. Ampak tukaj je pravno to. Mislim, z tega vidika je zame, kot raziskovalnega novinarja, ki zdaj stvari gledam, tudi za nazaj, Miro Cerar kot predsednik vlade popolna prevara. To sem hotel reči. No, Matej, ti si danes pronicljivo tweetnil, da v času splošne stavke v javnem sektorju Cerar in njegova falanga nesposobnih ministrov SMC, ki tudi ne govorijo angleško, smo prej slišali, veselo potujejo po svetu na naše stroške. Se pravi, Cerar je šel v Davos, naslednji teden, ko so 3 stavke, je z 2 ministroma, tudi z glavnim pogajalcem Koprivnikarjem v Dubaju, gospodarski minister, smo prej rekli, odhaja na Novo Zelandijo, šolska ministrica, smo tudi rekli, je pa v Koreji. Kako si zdaj to razlagaš, Matej? To neke vrste untergang, totalni razpad tega, pač bi rekel, konec pred koncem, ali za kaj gre? Ker bil si minister in veš, da pač verjetno v času, ko imaš javno stavko, splošno stavko v javnem sektorju, ne more cela vlada se iti turističnih izletov po svetu. Ali se lahko gre? Ne, meni se zdi pravzaprav to najbolj bizarno, da glavni pogajalec vlade potuje z premierjem Cerarjem v Dubaj in še eno ministrico za razvoj, za katero ne vem, kako se piše, ker pravzaprav nikoli ne To moraš biti res zelo poznavalc, za to veš. To verjetno vedo samo ožji krog premiera, kdo je njegova ministrica za razvoj.
tako da namesto, da bi bil v Sloveniji in se pogajal z sindikati, pravzaprav ta stavkovni val je neverjeten, hiša gori, ti pa greš na obisk v Dubaj. To se mi zdi na nek način tudi nespoštljivo do sindikatov. Jaz sem prepričan, če bi bila desna vlada, do katere so sindikati bistveno manj prijazni, bi nastal rom pom pom, alarm popolni, bi šli na barikade, minister zapustil državo. To je znak nespoštovanja in ne vem še česen. Jaz sem pravzaprav presenečen, da sindikati to tako stoično prenašajo, ker ta izgovor, češ, da obisk je bil že naprej dogovorjen, se vidimo, da ni nič pomembnega minister Koprivnikar dol v Dubaju. Tako da to je, zdaj, to mnogi Slovenci absurdno. hodijo ta čas v Dubaj, ampak verjetno ne zaradi tega, ker pač bi imeli tam kaj pomembnega za početi, ampak ker je to zdaj sezona. Ne? Ampak, čas je zelo primeren, kar se vremena tiče. To sem hotel reči, januar, februar, začetek marca je idealen čas v Dubaju. Če damo zadnjo besedo, Matej, če dovoliš Bojanu. Bojan, po zmagi na volitvah, ki si jo tudi na nek način napovedal, si rekel, gremo na zmago. Kaj bo prva poteza v enem stavku? Aljuš, gledaj, jaz sem športnik, sem bil tekmovalec v smučanju, v tenisu, zdaj tečem maratone in ko greš na športno igrišče, pa na katerikoli poligon, pač greš z namenom zmage. Če ne greš tja z namenom zmage, je bolj, da sploh ne greš. Zato sem tudi rekel, da gre na zmago in mislim, da bi ta lista tudi lahko zmagala. Če bomo zmagali, bomo začeli sestavljati vlado. V parlamentarnem sistemu ni mogoče, da dobiš 50%, skratka moraš iti sestavljene koalicije. V tem takem osnova sestavljene koalicije bo pa teh naših 33 točk. Razumem. Najlepše hvala obema za vajene današnje komentarje. Cenjeni gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih pa vam bomo pokazali, kako ena najbolj privlačnih Slovenk uživa na rajskem Baliju.